Ja, lep pozdrav, želim vsem skupaj. Tokrat na Miklavžev večer, ki smo ga priznam nekoliko spregledali, ker smo gledali prvi četrtek v mesecu, ne pa kaj točno na tisti večer lahko pričakujemo, tako da če bo kaj ropotalo v Slovenskem etnografskem muzeju, bo pač ropotalo. Tokrat so med nami tri kolegice, ki smo jih povabili zato, ker delajo v institucijah, ki se jih ponovadi kar izogibamo nadaleč in jih tudi razumemo precej nenavadno. Ne? Ksenija Jodar-Matič, zdaj moramo prav pogledati, kako se zadeva imenuje Javni sklad Republike Slovenije za kadre in štipendije. Tega si ne morem zapomniti na pamet. Za razvoj kadre in štipendije. Za razvoj kadre in štipendije, ja, vidiš, že tu je bila napaka. Se ne čujem. Tem je magistra Vesna Moličnik, ki je zaposlena v Državnem zboru Republike Slovenije, ampak trenutno na dopustu. Da nisi pretirano obremenjena z vsakdanjem dogajanjem tam. In pa še doktorica Tadeja Primožič, ki je pa zaposlena na Ministrstvu za kmetijstvo v okviru programa za razvoj podeželja, oziroma program razvoja podeželja. Jaz vam zelo zahvaljujem, da ste prišli. Samo okroglo mizo pa bo seveda poleg mene vodila še Natalija Šipul. Pa ne vem, če že imaš pripravljene kakšno vprašanje ali prepuščaš meni. Ne vem, mogoče bi se začetek lahko nekako predstavili, da dobimo v sliko svoj navaden delovni dan. Mogoče tako res čist preprosto. Da sploh dobimo kakšno sliko, s čim se ukvarja. A začnem kres. Ja, v bistvu moj delovni dan se začne zelo skoraj zjutraj, ker se zadoščine pripeljem v Ljubljano. Drugače pa je tako, da vodimo dejansko upravne postopke. Smo tam za stranke oziroma med uradnimi urami in ponovali tudi za uradnih ur. Stranke pokličujem, svetujemo glede štipendij, konkretno jaz glede sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem in dejansko je to večer meni cel delovnik. Nekakšne revolucije se ne dogaja. Ja, jaz sem pa zaposlena v raziskovalnem sektorju Državnega zbora. Zaposlena sem kot urednica vsemi zapisov. To pomeni, da kaj mi počnemo? Mi pripravljamo vse, kar se govori na plenarnih zasedanjih sej, zapišemo, revidiramo in potem poskrbimo, da je to objavljeno, da je to v takšni obliki, da je dostopna. Zdaj trenutno pripravljamo preglednejše oblike, ki so v PDF formati, to so to kot knjigice. IT-ovci pa še pripravljajo podporo za to. Potem, se pravi, vse se preposluša, vse se revidira, vse se napiše na tak način, da je to možno brati tudi po nekem določenem času izven tega konteksta, pa še vseeno postane razumljivo. To je ena stvar. Potem svetujemo jezikovno sodelavcem Državnega zbora, kar pomeni pač lahko telefonsko, lahko preko elektronskih sporočil, pošljajo pač kakršnekoli jezikovne težave že imajo. Potem delamo za urad predsednika Državnega zbora, se pač pogledajo govori, kar pomeni pač jezikovno svetovanje spet. Potem skrbimo za en del uredništva pri spletnih straneh, ki jih ima Državni zbor, ker se objavljajo pač tudi eno je nasplošno za cel Državni zbor je jezikovno svetovanje, drugo je pa prav to področje, kjer objavljamo vse zapise Državnega zbora. Potem imamo pa še dodatno projekte, ki se pač lahko traja par mesecev, leto, odvisno, kaj pač trenutno tisti projekt, ki ga razvijamo, ali je to nazadnje smo delali digitalizacijo, to dostopnost, odprtost parlamenta, pač povečujemo.
nič ne delamo. Vsaj tako velja med ljudmi, ampak dejansko moram reči, da se zelo veliko dela. Je pa res, da naš delovnik ni tako naprej določen, ampak da bolj delujemo po sistemu, nič ne sme presenetiti. Se pravi, da vsak dan zjutraj sploh vemo, kaj se bo dogajalo. So to, bom rekla, čisto strokovne zadeve, kot so kakšne analize, kakšna gradiva, ki so recimo potrebna za pripravo razvoja podeželja, se pravi programov, ki ga pripravljamo, ali je to, da je kakšni opomniki za ministra, ne vem, ogledi na terenu, skratka zelo pestro in nepredvidljivo vsak dan posebej. To je izgledalo zdaj zelo abstraktno, edino, kar sem razumel, je zelo, da je dela ogromno, da delate, kar je zelo očitno, se ne, če pogledamo to resne službe. Drugo pa zanima ravno tako za vse tri, glede na to, da pač vse ste daleč skozi šola etologije in kulturne antropologije, je več poudarka pri vašem vsakdanjem delovanju pri delu z ljudmi, skratka, ste lahko aktivirali kaj tistih ne toliko znanj, ampak tistega občutka, ki ga dobimo skozi recimo to etnografsko prakso, pri svojem lastnem delu, ali ste pred večinoma zatopljeni v papirje, ti si zelo dosti papirja omenjala, pa predvidevam, da tvoje delo vendar ne samo delo s papirjem. Jaz sem to začela, kaj povedala? Ne, lahko ti začneš, če sem že omenil papirje, ki si jih omenjala. Ne, nimamo ogromno dela z ljudmi v bistvu. Bistven del je tak, da narediš pravzaprav na tak način, da preposlušaš vso govorjeno besedo, da jo narediš razumljivo, dostopno. To je en del, pa ta uredniški del je pa drugo, ker ti delaš z ljudmi, treba je to uskladiti. Vsak v bistvu naredi en del, jaz kot urednik, potem sestavim celoto, pripravim publikacijo, jo objavim na internih spletnih straneh, na portalu Državnega zbora. Potem je pa ogromno tega svetovanja, tu pa je stala komunikacija z ljudmi. Poleg tega, kot sem rekla, imamo pa te projekte, tam se pa vedno je timsko delo in tam pride sploh do izraza to antropološko delo. Zdaj pa, naprimer, sam pri teh sejnih zapisih. To je bilo delovno mesto, ki je bilo na začetku razpisano, bolje mišljeno, da pride nekdo, ki je študiral slovenski jezik. Prijavljeno se bilo čez 100, naprimer. To je bila ena procedura, ker smo prišli najprej pisni del, pa ustni del, razgovor, zelo dolgo to traja par mesecev. In jaz kot antropolog, etnolog, pravzaprav sploh ni mišljeno to mesto, sem bila najbolj uspešna, ker mi delamo že tekom študija na terenu z ljudmi, v bistvu se zračuje vsemi temi in nareči, imaš v ušisu to, prepoznaš jezik, treba je ogromno široke razgledanosti, zaradi tega, ker se tema v Državnem zboru neprestano spreminjalo. Govorci so zelo različnih ravni in vse te primerjave, ki jih imajo... In iz tega nereda moraš narediti smiseln nered, ne? Smiseln nered, ja. To očitno zbore samo antropologija, ne? To je ena stvar. Pri teh širših projektih, ko so pa posebej zanimivi za antropologijo, je pa posebej, mi imamo, sprejemamo obiskovalce. To je bil za mene en pa zelo izziv, kako se Državni zbor smo predstavljali, ali pa spletne strani, ko smo postavljali. Tam sem bila zelo aktivno vključena v ta proces. Pri zakonodaji je pa to sploh eno zelo pomembno področje, kjer antropologi bi lahko zelo sodelovali. Se pravi, ena stvar je ta predstavitev Državnega zbora, ki imamo obiske in kako se te obiskovalce sprejema, kaj se jim razkaže. Jaz sem delala tudi eno antropološko raziskavo, so mi govorili opraviti tam. Pripravila sem scenarij za tak filmček, ki bi bil za obiskovalce, tako da to je čisto antropološko delo. Kar se pa tiče zakonodajnega postopka, to je v bistvu problem, da mi dobimo ogromno tega znanja kot antropologi. Zdaj pa vprašanje, kdo nas hoče zaposliti, ker treba je vedeti, da ta inštitucija, Državni zbor, je pač ena inštitucija moči. Tu ne gre tudi za argument stroke, ampak je zelo pomembno, kdo osebno je na nekem položaju, ki da možnost. Samo od te osebe je pravzaprav odvisno, a presodi, da bo uporabil tvoje znanje, ti ga moraš nekako sam ponuditi. To ni tako, da bi potem povpraševali oni.
In ko ti ponudiš to znanje, se odločijo, da bodo uporabljali, da ne bodo. Včasih ponudiš, pa ni odziva, včasih pa če odziv. S tem, da to pač pomeni, da si sam naredil eno dodatno delo, ker to pomeni, da ti so svoje, seveda še vse opraviti, poleg tega pač še en projekt več malo zraven za opraviti. Plačila za tega seveda ni, ampak to res čistko, ko na faksu naučijo trdo delati, se to potem uporabi. In pri tem področju, ki je pa demokracija, to pa jaz mislim, da bi sploh rabili na fakulteti en predmet, ker Združeni narodi so na primer razglasili 15. september za dan demokracije. To v Slovenijo zelo počasi prihajajo ti termini odprtega parlamenta in to pomeni, da je treba narediti zakonodajni postopek za ljudi razumljiv, dostopen. Dostopen ne pomeni samo to, da lahko pridejo do nekih dokumentov ali da lahko spremajo vsejo, ampak to pomeni, da je jezik tak, da ga razumejo, da je to na tak način dostopno in to je absolutno delo za antropologe, da ugotovijo, kaj je za ljudi razumljivo, na kak način je razumljivo. Treba bi jih bilo opismeniti v bistvu na nek način za to demokracijo. To pomeni eno politično pismenost, ki bi se mogla že v osnovni šoli začeti. Vsak državljan bi mogel biti vključen v te postopke zakonodajne, jih razumeti in to uporabljati. To je aplikacija na vsakdanje življenje. Mi se tega zelo izogibamo, s tem pa prepuščamo, da je to zelo vse v eni veliki megli, da ni transparentnosti in potem ena množica lahko vlada po svoje. Več, ko je tega sodelovanja, bolj, ko je to transparentno, boljše je to v bistvu za ljudi. In to bi bila zelo pomembna naloga za antropologe. Pomagati pri tem opismenjevanju, pri dostopnosti, vse te raziskave, ki se tičejo tega področja, so strašno pomembne. Potem mi, na primer, nimamo službe, ki bi sledila aplikacijam, ki bi sledila temu, kaj se dogaja v zakoni, ko se jih sprejme. Zakon se sprejme, kaj to pomeni za ljudi na vsakdanjem področju, kaj pomeni, ko se sprejme sprememba tega zakona, sprememba na spremembo, a je to bilo smiselno, nihče pa za nič ne odgovarja. V bistvu postane tako nezarazumljivo, da se ljudje odmaknejo od tega, ker enostavno ne ve, za kaj gre, ne znaš presoditi, kaj to je. Ogromno je teh področji in že mi antropologi bi mogli pri sebi začeti vzbujati to zanimanje, da razumemo, kako zelo življenjsko pomembno je to. V končni fazi samo to, da greš v službo in da ni nekega plačnega razreda za nekega antropologa. To je politična stvar. Potem, tam, kjer se profesori bolj udejstvujejo v političnem življenju, na primer, zdaj na FDV, jih gre veliko več, njihovi študenti lažje dobijo delo. Vse to in tudi potem eno za drugim, vse to je povezano. Mi bi se mogli tega mnogo bolj zavedati, kot se mi zdi, da vedamo v tem procesu. Kaj pomeni realno v tem delu. Znanja je skratka ogromno, moramo pa sprožiti tudi to, da bodo vpraševali, malo za preprosto. Danes je en kup istočnic, moram reči, da se nisem potegnil vseh niti zapisati, kaj še ne, da bi si jih zapomnil. Ampak ena stvar, ki si je pa na samem začetku povedala, moram pa reči, da me je pa zelo, da bom rekel, presenetila, ampak je dala možnost, da rečem, vse smo lahko, da je malo bolj samozavestne. Če tebi je uspelo med 100 prijavljenih, priti do te službe, so to dva dobra pokazatelja. En za stroko, torej antropologi, vendarle imamo nekaj, kako se temu reče, komparativnih prednosti pri teh rečeh, ki ponavadi spregledujemo. Druga reč je pa ta, hkrati si povedala tudi to, da poteka znotraj teh državnih in javnih služb vendarle zelo močna selekcija. To pomeni, da izbirajo najboljše kadre, ne pa najslabših, kar je največkrat v javnosti kot tista percepcija. Takrat, kada gre za odprta mesta, seveda. Ja, kada gre za odprta mesta, pa treba je vedeti, da parlament ima dve vrsti služb. Eno so strokovne in tam je seveda, tam se, kako je Tadeja rekla, trdo dela, ogromno dela, je težko razložiš. Tam seveda je treba delo opraviti. Drugo je pa tista politični del, kjer pač... Kjer imamo pa svetovalcev. Ja. To še so slabo. Ampak vrnimo se nazaj na tisto istočnico, delo z ljudmi, delo s papirji. Ksenija, Tadeja.
Ja, pri meni jaz bi rekla, da mojega dela je recimo 20% z ljudmi, 80% pa z papirji. Kar nisem spremenila, delam na področju sofinanciranja kadrovskih štipendij. To pomeni, da mi damo razpis vsako leto, na katerega se javijo delodajalci in če izpolnjujejo pogoje, dobijo sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih podeljujejo štipendistom. In tukaj imamo potem mi konkretno delamo s temi delodajalci. To so ljudje ali kadrovska služba, včasih tudi sami direktorji iz cele Slovenije. In kar v bistvu pride zelo do izraza je to, da tisti, ki delamo v teh službah, v bistvu smo precej, ko bi rekli, iz periferije, ne? Na našem oddelku se je pač spodbujalo to, da govorimo malo o dialektu in to se zelo dobro izkaže, ko delamo s strankami, ki so recimo štajerske, ki so s primorske, da slišijo, da prihajaš od nekje drugje, ker drugače, tako ko vidijo, da nekdo kliče iz Ljubljane, ta Ljubljana, spet bo nek težili, pa ko pa slišijo malo drugačen dialekt, pa se z njimi pogovarjaš na malo drugačen način, ne pa strogo uradniško, se dosti lažje sodeluje z njimi. In to se mi zdi, da smo v etnologiji dosti imeli tega, pa še v okviru našega študija, in to se potem pozna tudi pri delu z strankami. Je pa res, da mi delamo s strankami recimo po telefonu, po elektronski pošti, prijo tudi na svetovanje. Imamo tudi predstavitve naših programov po raznih šolah, recimo ravno prejšnji teden je sodelavec šel na dvakrat v Prekmurje predstavljati programe, tako da se dosti hodi tudi po Sloveniji in to pač ta odnos pride zelo prav. Je pa 80% res teh upravnih postopkov, ki jih moraš izvajati in to so pa papiri. Ampak dala si mi zopet eno istočnico za vprašanje. Obstaja kakšna možnost, da bi vi iz sklada pravzaprav prepričali delodajalce, da bi razpisali štipendijo za antropologa ali pa etnologa? Zdaj, iskali so, ko sem jaz iskala to službo oziroma se prijavila, so iskali družboslovce. Tako da mi smo spadali pod družboslovce. Zato nekaj časa sem imela sodelavko, ki sicer nadomeščala eno porodniško, ki je bila tudi etnologinja. Da bi prav to, treba bi bilo znati prodajati. Tako kot si ti rekla, ne prodati to znanje, ki ga imaš dela z ljudmi. Imaš kakšno zamisel za to, kaj bi naredili, ker mi namreč že nekaj časa delamo na tem, da bi poiskali možnosti, kako vključiti etnologe, antropologe v delovanje podjetij. Ne samo v kadrovskih, oziroma zdaj pravi za človeške vire, službah, ampak zaradi organizacijske kulture in delovanja celotnih organizacij, še posebej, ko govorimo o večjih delovnih organizacijah. Ampak v Sloveniji ta zavest še ni dozorela. Menedžerji nimajo predstave o tem, da bi jim antropolog lahko prišel prav. V tujini je tega bistveno več, ampak so pa sistemi bistveno večji. Je kakšna možnost, da bi tukaj z eno tako, recimo, malo gverilsko akcijo kaj dosegli? Mislim, da sicer tukaj tudi niso osveščeni glede tega, ker dosti recimo tudi socialnih delavcev zaposlenih, ki imajo tudi podobne veščine, vendar v tem splošnem kontekstu oziroma želji, da bi bili prijazna javna uprava, se bi seveda dalo kaj tukaj nekako promovirati. To pomeni, da moramo z obeh strani pritiskati. Ja. Strokovne strani in pa na drugi strani institucije z majčkenim odpiranjem. Spet, da jaz moram povedati, tako kot je ona rekla, jaz tudi delam, jaz sem strokovna služba. Torej, ni to politično nastavljena funkcija, to v bistvu iščejo konkretne ljudi, v tem primeru so družboslovci, zato ker verjetno tudi mi smo bolj lažje nam je delati verjetno s papirji kot nekomu naravoslovcu tudi. Pa bolj odprte glave smo. Ja, za tako delo gotovo, ne? Ja, to je bil poskus šale. Po nesrečo. Da gremo še k Tadeji, papirja ljudje.
kakšne pa tvoje izkušnje? Jaz moram reči, da imam veliko stikov z ljudmi. Predvsem pa mislim, da mi to čisto strokovno znanje, poznavanje ljudi, ne vem, njihovih značilnosti v posameznih delih Slovenije zelo dobro pride. Je pa res, da sem jaz prišla na ministrstvo prav kot pač, bom rekla, nekdo, ki se je ukvarjal z razvojem podeželja, predvsem z vključevanjem lokalnega prebivalstva v te razvojne procese in sem pač še ko sem bila na fakulteti sodelovala z ministrstvom in potem pač tudi dobila priložnost, da sem prišla na ministrstvo predvsem takrat z namenom razviti dva ukrepa, sicer ukrep ohranjanja podeželja in pa obnove vasi, ki sta sicer zdaj v naslednjem programskem obdobju črtana, pač zaradi pomanjkanja denarja. To sta slovenska ukrepa, to mi gre za... Ne, to gre za program razvoja podeželja, to je evropski sklad, ne? Samo mi smo se v tem obdobju 7-13 odločili, da bomo taj ukrep imeli. Zdaj v tem novem programskem obdobju so pa stvari malo drugače zastavljene in dediščina oziroma to, bom rekla, lokalna kultura ni več poseben ukrep, ampak je del tako imenovanih projektov LEADER. In jaz še vedno pač sodelujem pri teh projektih, hkrati sem pa tudi zadolžena zdaj v zadnjem času za prenos znanja. To je ena izmed nacionalnih prioritet, ki je povezana z usposabljanjem posameznih ciljnih skupin na podeželju. Te bi uspelo na nek način kar dobro povezati tisto, kar si sama delala že skoraj da od diplome naprej, ne, do doktorata in to plasirati potem v prakso. Ne. Me zanima, je bil tak prehod zvezen, ali si imela vmes kakšne trenutke, ko si se spraševala, je to sploh mogoče? Ne, ali pa je to smiselno? Jaz sem človeka že, ne vem, že vse skozi vem, kaj me zanima, kaj želim delati in vedno poiščem pol poti, da dejansko to delam. Tudi ta odločitev, da sem šla delati na ministrstvo, je bilo zelo racionalno, ker jaz sem na področju razvoja podeželja delala na projektih, o razvojni agenciji, tudi na fakulteti še vedno, ne, in želela sem spoznati še to drugo plat, ne, predvsem mislim, da ne bom rekla, da je to služba, ki bi jo želela delati celo življenje, ampak mislim, da bi moje te izkušnje zelo pomagale tudi pri nadaljnjem mojem delu na področju razvoja podeželja, ker razumevanja tega sistema državne uprave, ne vem, Evropskega sklada za razvoj podeželja, razumevanja teh birokratskih mehanizmov je zelo dobrodošlo, tudi v vsakdanjem življenju, tudi slabostroki. Absolutno se strinjam. Se bom še potem verjetno šel v tem, ampak bi prepustil besedo zopet Nataliji. Mene mogoče zanima, kaj bi, če bi lahko, oziroma če bi imeli možnost do tega, kaj bi spremenila v samem javnem sektorju, v samem sistemu? Kaj vas najbolj zmoti? Tudi jaz sem hotel nekaj podobnega vprašati, kaj je Tadeja omenjala, da se pač izteka zdajšnja shema, ne, in da v naslednjem obdobju bo nek nadomestek, sicer ne bo pa isti. Ne. Kdo je taki odločil? To minister? Ja, največkrat je minister tisti končni odločilni člen, seveda so pa tudi drugi po funkcijah, ki odločajo. Po hierarhiji, dejansko je to zelo hierarhično v sistemu. Ja, to sem hotel slišati. Nek način, da se eksplicitno pove. Ja. Imaš še kakšne povedali na moje vprašanje? Za javno državno upravo, ne? Kaj bi antropologinja predlagala za izkušnjo, ne? Oziroma, mogoče če predlagate antropologu, da ne se spusti v raziskavo po javnem sektorju, na kakšen način bi lahko... Ja, moje osebno mnenje je, da je najbolj, da pride delati v javno upravo. Ker res se že skozi poigramo s to mislijo, da je mogoče to tudi en zelo dober teren, ki mogoče bo nekoč uredil ene rezultate tega pač dela. Drugače pa dve zadeve, ki mene, bom rekla, na en način zelo tangirata pri mojem delu, sta sigurno to, da si želim, da bi bilo več strokovnih in manj političnih odločitev in da bi sistem javne uprave boljše deloval, kot deluje. Drugače pa je še množica drugih stvari, taki na mikroravni, ki bi jih seveda lahko izboljšala, ampak pač se ne vem zakaj, različne vzroki.
Ja, tista klasični vidik delovanja birokracije je, da imamo v bistvu kot, ne bom rekel, torto, ne, ampak plast ljudi, ki so zelo sposobni in znajo zelo dobro obvladati svoj posel, ljudi, s katerimi se manipulira, ki so namenjeni temu, da bremzajo, pa da udejanjajo ukaze od zgoraj, ne, potem imamo pač te plasti eno na drugo, ne, ali pa z malo bolj grobimi besedami rečeno, ne, plast sposobnih ljudi, plast nesposobnežev, plast nesposobnežev, ne, in da ta hierarhija lahko deluje samo, kadar imamo te umestne bufferske oziroma blažilne cone. Je vaša izkušnja tudi kaj podobnega? Ne. To zdaj govorim eno čisto ta teoretski vidik, ne, ki se govori, ampak v praksi verjetno ni tako preprosto. Ne. Jaz, ker sem prej sem prišla na sklad, sem delala v privatnem sektorju in mislim, da moja izkušnja tam, pa tukaj je dejansko, da povsod so ljudje, pač, ki delajo dobro in povsod so ljudje, ki delajo slabo. Pač nekdo, ki dela dobro, bo delal dobro ali bo v javni upravi, ali pa bo v podjetju in nekdo, ki dela slabo, bo ravno tako slab tudi v javni upravi ali pa v podjetju. Gre se bolj za to, da v javni upravi malo težje oziroma precej težje so nagrajeni tisti, ki recimo so bolj sposobni, oziroma so pač delovna mesta, kjer so strokovci in so delovna mesta, kjer so pač bolj politične funkcije in ni tako kot v gospodarstvu, ker recimo, če si zelo sposoben, pa se skažeš, imaš neko možnost, recimo, če delodajalec temu naklonjen, da nekako ali napreduješ, ali pa nekako si nagrajen. V javni upravi je tega dosti manj, s tem manj možnosti. Ampak moje izkušnje so, da posod so taki in drugačni ljudje, taki in drugačni sloji. Ideje? Jaz se z Tadejo to strinjam, pač zelo dobro bilo, če bi bilo več te strokovnosti. Ampak, tako kot je prej rekla, to so institucije moči, to so zelo strogo hierarhične institucije in v redu, pač se nekdo politično odloča. To, kar manjka, je samo pogovornost. Ti pač strokovno lahko pripraviš en svoj strokovni pogled, nekdo ga dobi in z njim lahko naredi, kar hoče, lahko ga uporabi ali pa ne uporabi. Ampak manjka pač ta odgovornost potem za to, da ga nisi uporabil, pa je dobro, ali si ga uporabil, tega nima. Ne? To je edini problem. Sej ni nič narobe, da ti pripraviš eno ekspertizo, pa je nekdo noče uporabiti. Ampak problem je, če ti noče pogledati, ali pa jo zavrne brez kakršne retorike, da bi sploh povedal, zakaj v tem slabe. To nimaš te možnosti. Srta odgovornost na splošno pač v naši družbi problem, da je ni. To je pa spet pol na začetku, ker ne poznaš dela nekoga, ga ne možeš soditi in se lahko skrivati za to in učiti se. Moramo usiniti za to demokracijo. Mislim, jaz nimam takih slabih izkušenj, da nekdo gradiva, ki bi ga pripravila, ne bi pogledal. Je pa dejstvo, da tiste ključne odločitve so politične odločitve in to mogoče kot nekdo, ki prihaja iz stroke, na začetku težko razumiš. Ampak dejstvo je, da tako deluje politika, da prej slej samo s tem soočati. Tudi v vsakdanjem življenju so politične odločitve, ki zelo vplivajo na naše življenje. Pač tako deluje ta družba. Zdaj gledam to, da imaš ti zelo dosti izkušenj z uveljavljanjem oziroma udejanjanjem projektov, ki so namenjeni razvoju podeželja in pa ohranjanju dediščine. Poleg zdaj LEADER projekt, kolikor je meni jasno, oziroma program, je bolj namenjen razvojnim pobudam, da ti praktično aktiviraš neko določeno dejavnost na terenu, pomagaš. Ta pristop LEADER temelji na aktivnem vključevanju domačinov v te razvojne procese. Ja, to je temelj tega pristopa, se pravi, da domačini nekako znajo povedati, kaj jih zanima, se znajo poenotiti in dejansko tudi nekaj spremeniti na tem območju. No in tukaj vidim jaz zelo dosti možnosti seveda za etnologe, antropologe, ki naj bi pač delovali kot na eni strani posredniki, na drugi strani pa kot eksperti, ki pomagajo artikulirati te interese. Moram reči, da kar recimo njih tam do 10 naših kolegov že delali tako ali pa drugače na teh razvojnih projektih, vsaj kako Torej ni tako brezupno, kot se mi zdelo še pred časom. Ne, jaz mislim, da razvoj podeželja za našo stroko je zelo ena velika priložnost. Je pa res, da ta
prehod, se pravi, da ti prepričaš nekoga, da lahko s svojim znanjem aktivno sodeluješ v teh razvojnih procesih, pa mogoče malo dalj traja, kot si želimo. Ampak že, če pogledam svoje študente, jih je zdaj, se pravim, že kar nekaj v teh različnih ali razvojnih agencijah, ali imajo kakšne svoje zadeve, ali delajo na projektih. Dejansko razvoj podeželja je ena priložnost. Prejšnji program, ki je šel delom pokrival to, recimo, ohranjanje podeželja, je bil, mislim, da 3v3 programa, ekonomika se imenoval, za dediščino oziroma za stavbe. To so bili dva ukrepa, sta bila namenjena prioritetno dediščini, se pravi, en je bil ukrep 323, je bil ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, tukaj je šlo za obnovo stavb, za razne tematske poti, ki so vključevale lokacije naravne kulturne dediščine ali pa recimo za različne zbirke, ljubiteljske na terenu v Ljubljani. To je zelo blizu tistemu, kar seveda naš profil to poznali in to se lahko zelo hitro aktivira. Za tega bi bilo zelo žal, če ne bi bilo niti nobenega pametnega nadomestka. Imaš kakšno informacijo o tem, kaj bo potem? Ja, seveda, zdaj nadomestki bojo pristopili nikar. Se pravi, te vsebine, recimo obnove hiš in vsega tega se seli zdaj v ta pristop. Torej se bo dalo še naprej. Ja, in če smo imeli prej recimo 3% tega programa razvoja podeželja, ki mi je moral biti namenjen za lider, je zdaj 5%. Se pravi, da bo tam še več sredstev. Je pa res dejstvo, da ta dva ukrepa nista zdaj samostojna, ampak sta znotraj. In zato, ker je potreba povezati dejavnosti z objekti, Ja. pravzaprav še več dela za antropologijo. Absolutno. Ja, predvsem pa to, recimo, razumeti lokalno prebivalstvo, ga znati motivirati, mu pokazati, kakšne so možnosti in pomislim, da je idealno za naša stroka. Jaz upam, da sliši ušesa, ki morajo to slišati. Je mogoče še eno vprašanje, kaj priporočate samim študentom, da recimo že tako, tudi jaz sem obiskala vaše predavanje in mi je bilo recimo zelo všeč vaš pristop, ko ste nas napotili skozi sama predavanja in ste nam pač povedali tudi tako, kje so možnosti zaposlitev, kje so, kakšna je prihodnost tudi samega razvoja podeželja in na tak način. Mogoče me zanima to, kako lahko študenti že sami v času študija pač pripomorejo k temu. To bi bila ena smer, da pač recimo, da sledijo vašim napotkom. Na kak način bi lahko še študenti nekako se usmerili v te zadeve in da recimo najdejo že nekako svojo vejo in sledijo svojemu cilju, kjer bi se lahko tudi potem pač zaposlili. Jaz mislim, da je predvsem zelo pomembno, da čim prej to znanje, recimo, ko ga dobijo v okviru tega predmeta razvoja podeželja, čim prej v praksi preizkusijo in da se že v času študija, povežejo z lokalnimi akcijskimi skupinami, z razvojnimi agencijami, delajo na projektu in skušajo ta znanja, ki jih dobijo, tudi v praksi preizkusiti. Poleg tega je pa tudi res, da je razvoj podeželja eno tako interdisciplinarno področje in meni zelo koristi, recimo, da sem imela podiplomski interdisciplinarni študij in da sem se pošla tudi neformalno izobraževala z različnih teh strokovnih zadev in jaz mislim, da je področje razvoja podeželja dejansko področje, kjer je treba različne znanja znati povezati. Samo, jaz pravim študente, je treba samo aktivirati in jih spodbuditi, da čim več znanja že v času študija še dodatno pridobijo in to jaz mislim, da ne more zgrešiti. Čim več študentskega dela. Ja, to absolutno. Čim več tega, to je najboljše. Tako se najlažje se najdeš, če resnično delaš na terenu, če greš na ljudi, če raziskuješ, če potuješ, to je, mislim, glavno. In potem že najdeš eno področje, ki ti je najbližje. Pa se pač počasi utiriš v tisto. Tudi to, kar ti trg ponuja, se moraš prilagoditi, kot pravi, tudi tem razmeram, ali tudi absolutno. Jaz bi v tej točki potem še predlagala, za študente je smiselno, da začne že v prvem letniku ne biti aktivni, ampak ko gledam z lastne izkušnje, če bi jaz še enkrat šla študirati, bi zraven nekako pridobila tudi znanje iz ali management ali nekaj bolj tržnega, da bi lahko potem eno z drugim povezala. Da potem znam tudi to znanje, ki ga imam, tržiti zunaj, pač na trgu.
ker se ti lahko delaš razne raziskave, dokler te pač noben ne plača, bojo vsi zelo zadovoljni, ne? Zato ti moraš znati potem tudi to nekako tržiti, magari greš do župana, pa mu znaš to idejo prodati, da ti bo on recimo priskrbel finance za to, da nekaj zrihtaš, kar bo dobro za občino ali karkoli. Na tak način, da znaš ti prodajati to. In se mi zdi, da v tem pogledu je neka, zdaj ekonomija, ne vem, če ravno je pravo znanje, ampak management, to bi pa že bilo, da te nekaj, ko pač zaključiš tudi in prideš na trg, že imaš neko znanje združeno s tem etnološkim znanjem, da lahko potem prodajaš svoje etnološko znanje. To je zanimivo, kot smo imeli kulturni management kot enega od predmetov. Če bomo pa še ne uvedli. Se res bi ga predlagala, mi smo ga imeli v 4. letniku, jaz bi to predlagala že v 1. letniku. Ne glede na to, kakšno je predznanje študentov, da se počasi do 4. letnika vseh teh idej navadijo. Zato, ker dejansko v 4. letniku, če ugotoviš, to me pa zanima, v smeru to je že malo pozno, zato ker mi smo imeli še 4. letnik, ker dejansko si že, čez 1 leto si že na trgu dela, ne? Da imaš več časa, da lahko to znanje razviješ, pa iščeš ideje, kako bi ga uporabil. No, tu imamo sicer problem še z veliko predsodki, pri katerih je to, da rečeš, da se boš prodajal na trgu, nekoliko problematično, za nekatere lahko tudi neetično. Hotel sem pa vas vse vprašati eno stvar, vse ste študirali seveda v predbolonjskem programu, ne? Zdaj imamo pač prvo stopnjo 3-letnega študija, drugo stopnjo 2-letnega študija, verjetno še niste naredili na diplomati prve stopnje, ki bi iskali zaposlitev. Pa me zanima, če si sploh predstavljate, kaj bi lahko po 3. letniku, po 3 letih študija nekdo delal na vašem delovnem mestu. To je recimo vprašanje, na katerega jaz ne poznam odgovora. Me zanima, če imate ve kakšen občutek. Kolikor sem do zdaj razumel iz tega, kar ste povedali, bi si kvečemo želeli več prakse, več znanja, več izkušenj, ne pa manj. Jaz se dejansko zdaj, da pridobijo isto stopnjo izobrazbe, morali 5 let, pa po možnosti še 1 ali pa 2 absolventa zraven aparata. 7. Žal, Ja. sem drugač. Niste pa še imeli nobenega stika z prvostopenjskimi diplomati, tudi drugih smeri, ki prihajajo kot diplomati v javno upravo, to zdaj že 1-3 leta imamo. Jaz v bistvu imam, ampak z drugimi. Zdaj čisto odvisno, kakšni profili, pa spet je tudi odvisno od človeka, ne? Ker dosti tudi so lastne angažiranosti odvisno. Da bi znala, da bi lahko primerjala, bi res mogla imeti nekega etnologa zraven sebe, ne? To, kar sem smela, s katerimi sem delala, smo imeli vsi star sistem. Meni so se zdeli problematični že potem, kako so bili večji letniki, ker meni se zdi, smo imeli že to srečo, da so bili zelo mali letniki, nas je bilo 13-20, majhne številke in mi smo lahko... Tega zdaj več ne financirajo. Mi smo na primer res lahko šli na teren z 2 kombijama, 2 avta, posod smo šli v manjša podjetja, večja, v kleti, v muzeje, posod smo bili, To je ogromno, to ti res ogromno da ta teren, da se z ljudmi pogovarjaš, ker v bistvu je težko to komunikacijo vzpostaviti. To ni tako enostavno, kot si predstavljam, pač se pogovarja z nekom. Za to profesionalno komunikacijo razviti rabiš 4 leta na terenu in moraš delati zelo različnimi skupinami. Je treba res, mi smo imeli možnost delati in z begunci, in na podeželju, in v mestu. To potrebuješ, brez tega ne gre. In potem, ne vem, na Inštitutu za slovensko narodopise smo res ogromno delali na tem, da se to in zapisuje, kako se steje s tem materialom, kaj se počne analize. Jaz si težko predstavljam enako bolj zahtevno delovno mesto brez teh izkušenj. Zdi, da je to res problematično. Pa tudi pri teoretičnih predmetih, vem, da smo imeli stavo vaje, smo se vsi pogovarjali, debatirali, sedeli smo za eno mizo, zdaj to ni mogoče.
In če ne moreš se niti izraziti, niti naučiti razmišljati, to, kar se mi je zdelo, da je najboljša stvar, ki je dala filozofska fakulteta. Se to še delamo, Da te težje to narediš, ne rečem, da se ne dela, seveda se, ampak težje, če imaš tako ogromno, če imaš večjo množico, da se to najbolj občutiš, kako delati s tako količino ljudi. In jaz mislim, da je to škoda, tako se rekel, ni denarja. Težko jih prepričaš, da za kvaliteto potrebuješ malo skupino. To je pa politika spet. Zdaj pa to je ta cena, ki jo mora dobiti antropologija, da bo lahko mali razred. Če ne, nas bo moglo biti mnogo razredno. Ampak moram reči, da ni samo stvar nas, ki delamo v pedagoškem procesu na fakultetah, ampak tudi vas, ki delate v praksi. Ker mislim, da vaše delo je tisto, ki ravno tako prinaša, da celo prinaša več vsem skupaj. Tudi, če imate občutek, da ne vem, kako ne aktivirate svojega etnološkega, antropološkega znanja in perigreja. V tvojem primeru več, v Kseniji na primeru nekaj manj, ampak še vedno pa je dejstvo, da ste tam in da uspešno opravljate svoje delo, kar pa ni zanemarljivo. Dejansko tudi etnologija je tudi način življenja, način razmišljanja, ne samo tam, ker si 8 ur v službi, ampak tudi v privatnem življenju. Se potem tudi s tem, ko se pogovarja z ljudmi, ki morda s tabo nimajo poslovno nič, se s tem že dejansko prodaje svoj profil, svoje znanje. Tudi zunaj službe. Ja. Lahko morda še več zunaj službe, če upravljaš tako delo, kot jaz recimo, ker nima povezave. Prej si omenjala, Vesna, da si vodila, če sem prav razumel, projekt izdelave spletnih strani prav za državo. Za spletni strani sem sodelovala, pa uredniški del vam za en. Zdaj, glede na to, da je pač bila tvoja specializacija vizualna antropologija, sem takoj zastrigel z ušesi. Specializacijo, sem pač ponudila, dobila sem, omogočili smo, da lahko upravim vizualno raziskavo v državnem zboru, ker to je zdaj spet en drug postopek. Gre vse to hierarhično, pridobiti mož pogodbo, vse, da lahko to upravlja, da se lahko snema, da se lahko fotografira znotraj državnega zbora. Mene so zanimali obiskovalci državnega zbora, na kak način se jim približamo, kaj jim se jim pove, kako so te službe organizirane. In pol sem mogla v zameno, ker lahko upravim to raziskavo, pač pripraviti en scenarij, kot sem že rekla, to vse pač povezano čisto vizualno antropologijo, moje področje. Potem so mi pa tudi omogočili, so mi v bistvu plačali doktorski študij na podlagi te raziskave, ki sem najprej delala. Jaz sem imela pač to srečo, kot sem rekla, kakšna institucija to je, če je slučajno na čelu človek, ki ima za to posluh, in sem to srečo pač imela, so mi to odobrili. Torej, še ostaje za antropologija, specializacija. Še vedno, vizualna kultura in pa demokracija, demokratičnost, to me zanima. Še to bi sad rekla. In zame je bilo tudi v državni zbor. Zakaj? Ker jaz sem si zelo želela take prave etnografije, ki so ti znotraj institucije in delaš etnografijo na tak način, da nisi sam zunanji obiskovalec, ki prihaja, ampak da dejansko v hiši deluješ in delaš dolgo časa. Če vseeno, seveda, v čem se razlikuje mogoče vaša etična načela od etičnih načel kodeksa o javnem upravljanju? Kar seveda se državni zbor nima etične kodeksa. Si se poznate. Zelo da pripomba. Ne leti na strokovne službe. Mogoče, če ima kakšno vlogo sam študij pri tem, pa kar sta pri tem
znanjem, ki ste ga pridobili? Zdaj, ne vem, če razumem to vprašanje. Kaj te zanima? Recimo, a ste pristali kdaj v situaciji, ki ste si rekli, ne, mogoče to pa ni več, to tega ne smem, ali pa na tak način, oziroma... Moje delo, na primer, je takšno, da jaz nimam nekih moralnih, kaj ne rečem, dilem. Jaz delam strokovno delo, kar pomeni, da moraš imeti eno paleto širokega znanja, kar se tega tiče, da to uporabiš, moraš pa biti pač nekako nepristranski do vseh teh govorcev, vse moraš nekako enako obravnavati in to je vse. Se pravi, tudi na človeški ravni, čisto ena osnovna etika. Nimam pa jaz nobenih takih delovnih nalog, kjer bi jaz prišla do nekih moralnih vprašanj, bi se mi zdelo nekaj nemoralno, to pa moram reči, da ne. Tudi delovno okolje, moram reči, da je tako, sodelavci so profesionalni, tako da jaz to ne moram reči, takih težav nimam. Ja, jaz moram reči, da mlajši kolegi in kolegice si bistveno več vprašanj zastavljajo v etiki in o tem, kaj je prav in kaj ni prav, kot v prejšnjih letih, ker živimo v časih, ki pravzaprav to precej bolj izpostavljeno narekuje. Zato je morda vendarle treba kakšno reči tudi na to temo, zaradi tega, ker ko delaš z ljudmi, se vedno soočaš seveda z vprašanjem, ali je bilo to v redu, ali ni bilo v redu, če bo dobro ali ne bo. Ampak v tvojem delu recimo si pa predstavljam, da sploh ne moreš ničesar narediti, kar ne bi bilo v interesu določenov. Ali lahko? Imaš razvoj podeželja. Ja. Mislim, da ministrstvo oziroma vsa tvoja služba ne vsiljuje rešitev. Ne vsiljuje jih, se pa tako bom rekla, na eni strani imamo te evropske direktive, evropske smernice, ki jih pač moramo kot državo članico upoštevati, na drugi strani imamo pa pač našo Slovenijo, naše osebne interese in mi vedno iščemo tisto skupno točko, se pravi, kaj bo za nas v okviru tega najboljše. Tako da jaz mislim, da če delo strokovno, če stoji za svojim delom, ne moreš prijeti do kakšne Skratka, niste še naleteli na to, da bi lokalna skupnost zavrnila kakšen od projektov, ki bi ga vaša služba predlagala? Ne, ker lokalna skupnost predlaga projekte. Sem o tem govoril. Ja, mi kvečemo pol preverimo, če je to pač v skladu s temi smernicami, ki veljajo in če je to, ni nobenih težav. Zdaj jaz mogoče že proti koncu pogovora povprašal še nekaj čist takšnih praktičnih zadev, Ksenijo predvsem, ko sem že prej omenil, da štipendije in štipendijska politika kot takšna vendarle stvar, ki naše študente predvidevam, da bi jih morali zelo zanimati. Pa bom zelo naravnost vprašal, kako naj, oziroma če sploh, kako lahko pridemo, oziroma kako lahko pridejo študenti do štipendije v Sloveniji? Zdaj konkretno do kadrovske štipendije, tako da dobijo delodajalca, ki jim bo dal štipendijo, zato ker se oni izobražujejo. Skratka, je to možnost, da grejo študenti direktno k delodajalcem, da se poskušajo dogovoriti? Seveda se to edini način, da dobijo kadrovsko štipendijo. Če ne delodajalec sam razpiše, ampak teh kadrovskih štipendij, ki jih delodajalci sami razpišejo, vedno manj in manj. Nas kličejo študenti, nas kličejo dosti študentje, ko pač sprašujejo glede našega razpisa, zato da bodo oni s tem razpisom šli k delodajalcu in rekli, gledajte, če vi date meni štipendijo, lahko tukaj dobite še sofinanciranje, seveda mora imeti tak profil, ki bo v interesu. Uporabijo nas za izvod, kar je za nas super. V bistvu za kadrovsko štipendijo je dosti proaktivnost posameznika, resno. Drugače, druge štipendije se pa Imaš občutek, da študenti to dosti dobro vedo, da je to stvar njihove lastne aktivnosti in angažmaja, ali enostavno čakajo na razpise? Zdaj, večinoma, kdor nas kontaktira, seveda mi povemo, karkoli smo na kateremkoli sejmu, se to jasno pove, ampak dosti jih je navajenih staršev predvsem, ki potem to prinašajo na svoje otroke, so navajeni, da je bilo pred 10 letmi prišel ven ta razpis, v papirnati obliki, tam so poiskali štipendije, čeprav so tudi tam večino bile že oddane, ker so recimo starši dali svojim otrokom in so tam poiskali, pa se tja prijavili.
Tako da dosti nas sprašujejo to, ja, kje pa je ta razpis, kako bo pa ta razpis spraševan. Sicer zdaj se po 1.1. se zakon, pač se začne uporabljati nov zakon o štipendiranju, ki bo spet uvedel to, da nam bojo sporočali delodajalci, da podeljujo, oziroma kdorkoli podeljujo kadrovsko štipendijo, oziroma kakršnokoli štipendijo, da bo na enem mestu spet biti seznam, kdo podeljuje, ampak še vedno delodajalec, ki... Se bo ta seznam sproti spreminjal, ne? Ja, oni bodo mogli sporočiti recimo do konca januarja za kadrovsko štipendijo, ki bi jo podelili z novim šolskim letom. Ampak nekdo, ki je proaktiven, ki zna svoje znanje recimo prodajati, bo se letos dogovoril, da bo drugo leto dobil kadrovsko štipendijo. In da bo recimo, da bo tudi povedal, da bo delodajalec nam sporočil, da bo v naslednjem letu pa podelil kadrovsko štipendijo. In sicer ta bo res, kadrovska štipendija bo že oddana, ampak nekomu, ki si je to sam zrihtal. Bom jaz vprašal tudi v poslušalstvu, a ste poznali ta princip za kadrovske štipendije, ali je to za vas nova informacija? To, da kadrovske štipendije obstajajo, to ja, ampak Da prvič, boš jaz sem aktivno- slišala, da pa greš lahko sam do delodajalca. Ja. Pa ga kot zaprosiš, mu daš predlog, oziroma še omeniš, da dobi on tudi finančno pomoč, ne, prek tega sklada, to pa jaz pravičujem. To tudi jaz priznam, da prvič slišim to. Ja, v bistvu, ampak sej logično je, če delodajalec nekdo v privatni sferi da kadrovsko štipendijo, on da z določenim namenom, to pa rabi ta kadr, zato da ga bo zaposlil. To je kot za službo, se kaj išče službo, tudi lahko greš delodajalcu in prodaš svoje znanje. In če bo te on potreboval, te bo zaposlil ali pa te bo poklical takrat, ko te potrebuje. Ne? Ni treba, da on razpiše delovno mesto. Ja, ampak če ni povpraševanja, tudi ni ponudbe, ne? To je vendarle eno načelo pri tem, da se trgu izogibamo, ne? Kot kategorije pa vendarle deluje, ne? Do določene mere. Je kot v večinami stvari. Človek mora biti proaktiven, nič ne pade z neba, ne? Določene stvari se lahko, se tudi za delovno mesto, so razpisi zunaj, se prijaviš, lahko da dobiš, ne? Ampak ogromno ljudi pač dobi službo na tak način, da dejansko sami stopijo do delodajalca, pa se poskušajo predstaviti, sodelovati z delodajalcem, zato da ko bo on potreboval nekoga, se bo spomnil nate. In enako potem s kadrovsko štipendijo, s tem si zagotoviš nekako službo po zaključku izobraževanja. Jaz upam, da bo ta informacija kaj pomagala. Komu koriste. Imam še eno praktično vprašanje zate, Tadeja. Glede to, da si se s čipko ukvarjala od samega začetka, predvidevam, da je čipka še vedno ena od stvari, s katerimi delaš, ne? Na kakršenkoli način že. Ne? Tisto vprašanje, ki me malo muči, je, kako daleč smo v Sloveniji s tem, da bi kakšnega od znanih čipkarskih šol in vzorcev, ne, ki jih poznamo, že lahko proglasili podobno kot imajo pri Paški čipke, ne, za to, mislim, da Paška že tudi v UNESCO dediščini, mislim, da slovenskih čipk še ni nekje na tem, ne. Ne, mislim, da se dela tudi. A se dela? Mogoče, če lahko malo poveš več o tem, je prav zanimivo. Nisem čisto direktno vključena, ampak mislim, da se bo prej tudi pri nas to zgodilo. Hrvati pa niso samo Paški, ampak so... Mislim, da Hrvati imajo čudo glede tega. Ja, Hrvati so zelo aktivni, kar se tega tiče, ne? Ampak imajo tudi zaščiteno ne samo Paško, ampak vse te čipkarska središča. Ne? Tako da jaz mislim, da ta pristop povezovanja teh središč je tisto, kar bi tudi pri nas mogli narediti. Čeprav mi imamo še vedno to, bom rekla, te meje med Idrijo in ostalimi. Očitno z tega še nismo prerasli. In a veš, je kakšen akter v Sloveniji, ki bi delal na tem, ali ne? To sicer ni neposredno povezano z razvojem podeželja, ne? Je pa druga plat stvari, ki vem, da jih počneš. Ja, mislim, da se zdaj dogajajo stvari. Zdaj, kdaj se bo to zgodilo, da bo dejansko do UNESCO pošlo, je vprašanje, ampak muzej v Idriji sigurno je ena izmed tistih, ki dela na tem. Tudi kolegica z Zoološkega muzeja ali pa kolegica iz Mestnega muzeja, vem, da se s tem ukvarjajo. Torej nekaj bo, ne? Jaz mislim, da nekaj. Ja, zdaj tale povezava med nematerialno dediščino, ne, in pa razvojem podeželja me še zanima, glede na to, da se bo v programu LEADER še bolj povezalo oboje, ne.
Je tudi kakšna institucionalna povezava zdaj z našimi službami, z tako imenovano živo dediščino, kot imamo opredeljeno v zakonu? Prav tvoja služba, ja, če je kakorkoli institucionalna povezava? Ne, mi se, tako bom rekla, nikoli ne povezujemo s takimi službami, razen če gre za pripravo kakšnih strokovnih zadev, ampak v tej fazi mi trenutno nič ne pripravimo. Mi smo zdaj praktično več kot leto pa pol se ukvarjali s programom razvoja podeželja, z raznimi analizami in s temi zadevami, tako da zdaj v tej fazi je ta program zdaj neformalno že v pustu in zdaj nas pa čaka tisto, ko bomo šli bolj resnet naslednje leto. Tega pa nisem dobro razumel. Vi morate tudi smernice oziroma na nek način strokovne podlage za razvoj podeželja poslati v Bruselj. Ni samo to, da je enostavno en določen segment sredstev namenjenih za ta razvoj in da se to potem na nacionalni ravni Ne, to mi dobimo, mislim, evropska uredba določa, kaj se bo v določenem programskem obdobju izvajalo oziroma podpirali. Država članica mora potem pripraviti program razvoja podeželja na podlagi analize, preteklega obdobja, analize stanja. To za celo državo, ne po regijah. Ja, mi bomo imeli zdaj dve regiji, vzhodno in zahodno, ampak mi smo delali enotni program za celotno Slovenijo s tem, da bojo razlike v stopni financiranja. Se pravi, vzhodni del bo predvidoma več financiran, ker je tam več. Jaz moram reči, da si skoraj ne znam predstavljati, kako bi prav pri razvoju podeželja Slovenijo lahko tako poenotil, da bi rekel, da lahko daš skupni enotni program. Ja, mislim, da se, z tega bom rekla, političnega vidika se to da, tudi zdaj smo program razvoja podeželja kot enotno regijo izvajali. Zdaj smo prišli do te ravni, da ločimo vzhodno in zahodno, kar je že en korak več, ne. Ampak če gledamo z vidika Brusla, je Slovenija vse skupaj. To vemo, ampak vseeno je pa tako raznolika, da ti ne moreš istih receptov prodajati prek Mure in pa Istre. Se tukaj ne gre za recepte, gre predvsem za to, katere ukrepe bomo mi na področju Slovenije sploh izvajali in podpirali, katere so tiste naše prioritete, ki bodo prispevali k razvoju podeželja. Zdaj bom zelo na pamet vprašal, to pomeni rokodelstvo, ali to pomeni pripovedništvo, ali to pomeni kulinarika, ali to pomeni kaj tretjega, ali to pomeni zgolj neposredne kmetijske dejavnosti. Ne, v okviru teh projektov LIDER bo vse to možno podpirati. Seveda je pa velik del namenjen prehrani, prehranski varnosti, prestrukturiranju kmetijstva, ker vemo, da kmetijstvo ima številne težave in veliko se bo tudi tem namenjeno. Torej samooskrba in pa skrb za, recimo, temu tradicionalne sorte, če govorimo o absolutno poljedelstvu. Tudi to, ali pa, ne vem, razne finančne spodbude za ohranjanje, obdelovanje teh zemljiških površin v monovodnih pogojih. Malo sem težil okoli tega bolj konkretizacije, zato da si naši mlajši kolegi lahko predstavljajo, kaj naj bi to bilo, v kateri smer morajo razmišljati, da so lahko vključeni. Mislim, ti projekti LIDER so praktično vso materialna, socialna, duhovna kultura res zelo odprto. Jaz mislim, da je treba samo začeti delati po tem in ustvarjati projekte in se povezovati. Ena bistvena zadeva pri podeželju je ravno to povezovanje. Sam težko delaš take stvari, če pa imaš še nekaj kolegov ali pa več institucij, pa nobenih držav. Super. Zdaj, jaz sem skoraj da izčrpal tiste, kar sem hotel vprašati. Če imaš ti kaj, Natalija? Kot zanimivo še, kako ste, mislim, koliko časa po končanju študija ste dejansko prišli na delovno mesto, kjer tudi sedaj upravljate svoje delo? Težko vprašanje. Po diplomi ali po zaključku 4. letnika? Po diplomi. To bi bilo po končanju naše druge stopnje. V bistvu, to je moja druga zaposlitev, ki ni preko študentskega servisa. Prvo sem dobila po pol leta in tam sem bila zaposlena 1 leto, potem pa po 4-5 mesecih sem dobila to. Zdaj sem pa tukaj že 5 let in pol. Jaz sem bila pa najprej zaposlena v audiovizualnem laboratoriju Znanstveno-raziskovalnega centra Akademije znanosti. Potem
potem sem imela pa 2 službe v bistvu, pa sem delala na fakulteti, a ne sem imela tam vizualno antropologijo 10 let. Pa še na mobitelu sem delala, od 2005 pa delam v državnem zboru, v raziskovalnem sektorju. Jaz sem pa zamenjala kar nekaj služb, predvsem zaradi tega, ker sem jih želela zamenjati. Čeprav so bili drugi časi, kot so zdaj, to treba povedati. Mislim pa, da sem imela takrat, ko sem šla na ministrstvo, 10 let, izkušnja delam nekaj časa. Zdaj sem na ministrstvu 2008. Da kakšno leto verjetno še bo, pa bo upala se še kaj spremeni. Pa še jaz eno zadnje vprašanje, preden prepustim še vam besedo. Kaj bi svetovali zdajšnjim diplomantom? Naj bodo čim bolj aktivni, naj izkoristijo vsako priložnost, ki pride mimo, ali naj preprosto čakajo na razpise? Se najbolj smo že to povedali. Predvsem to proaktivnost je treba, ne? Jaz mislim, da je zelo dobro, če pa se skozi študij spoznaš, sam sebe čim bolj, ne? Pa te afinitete profesionalne, ki jih imaš. Pa se je pa treba tudi prilagoditi, ne? En del čim bolj slediti svojim sanjam, željam. Tako, to pol nekako, ne? Prilagoditi se hkrati pa slediti nečemu, kar ti je res blizu, ampak čim bolj proaktivno, ampak zato, tako kot si prej povedala, ne, na kak način se lahko dobi štipendija. Vse te podatke potrebuješ, da si lahko ti proaktivno, pravzaprav rabiš ogromno znanja. Moraš biti zelo, tako kot si prej rekla, politično pismena, da se znajde zakonodaj, da se znajdeš te uprave, da veš, na katero institucijo, na kak način komunicirati. Tega je v Sloveniji premalo, to bi nas mogli že v osnovni šoli naučiti, ne na fakulteti, ne. Tam bi res mogli strokovno znanje pridobivati. To praktično, kako se obrniti, pa tega pa nikjer ne dobimo na poti v bistvu. In je še vedno to tista stvar, ki je stvar segregacije med različnimi sloji. Ker en sloj dobi to znanje, pa ima dostop, druga nima. To se na zahodu vedno bolj pozna. To tudi k nam prihaja počasi. Da so vedno večje, so te razlike, vedno manj prehodni, so ti razredi ravno zaradi nedostopnosti enih določenih informacij. Včasih je že dovolj samo, da zavrtiš telefon, pa vprašaš. Dobiš informacijo. Ljudje se ustrašijo, ki mislijo, da ne smejo poklicati, pa dejansko večina, kamorkoli boš poklical, ti bo dali vse informacije, če ne druga, kam naprej se lahko vrneš, ne? Da to usmerja naprej, že to je nekaj. Hotel sem to reči, da za vaše generacije bo nekoliko drugače, ampak jaz imam vtis, da zdajšnji 20-letniki so pa total bombardirani z start-upi, kickstarterji in podobnimi stvarmi. Tako da oni pa verjetno ne bodo imeli težav s tem začeti. Večji problem je v tem, s kom začeti. Evo, moče, če je kakšen odziv. Ja, jaz sem sicer dosti stavila tudi kadrovske štipendije, ne. Glede na razpise pa to, ne, ampak ja, za pač moje smeri nisem našla, ne. Vedela sem pa tudi, da ostale štipendije ne bom dobila, no, to je pač ne omenim. Zdaj recimo ukvarjate se tudi s to državno štipendijo, imate dosti informacije samo kaj. No, ampak je center za socialno delo, moram reči, da ne to ja, ampak po mojem je to problem, da ljudje ne pozna, da širok spektar ne pozna tega, kaj po tej štipendiji določa, ne. Recimo, pri meni osebno bom povedala svoj primer, mama je pač lastnica hiše pa avta, malo novejši, ocenil so vrednost avta, hiše in to je že meni zbil točke dol. Oče ima sicer svoje podjetje, je vedno v dobičku, to je meni spet zbil točke dol, da nisem dobila, ne. Ampak noben se pa ne vpraša tega, ne. Da oče, kljub temu, da ima firmo, ne, on mora imeti denar, da plača svoje delavce, da imajo oni vsak mesec plačo, pa še kaj dodatnega zraven, da se kaj pokvari, da je treba tisto plačati, ker ima gradbeno podjetje, ne. Tega se vedno vpraša, recimo za hišo pa za avto, ja jaz ne razumem, zakaj vrednost, zakaj recimo ne ocenijo, koliko je stroškov s tem. Recimo, če imaš malo večjo hišo, več prostorov, pa tak naprej, ja, a pa ne smeš imeti take hiše, da dobiš štipendijo. To pač meni ni jasno, ta razpored, te kriterije, ne, meni to niso jasno, meni še dolgo ne bo jasno, ker se ne bodo spremenili. Pa to so samo zanimivost povedala. Jaz sicer tudi na spletnih straneh, ne, za kadrovske štipendije, kjer nisem našla, ne, da je to možno, da grem jaz lahko sama, da
delodajalca, ker jih bo moja že skakala po vratih pa trkala, ne, če je to možno. Ne. Zdaj pa boš. Ja, zdaj pa bom, to pa sigurno. Ne. Zdaj, zato me pa še zanima, recimo, v kolikšni količini, recimo, pa denarja točno, koliko je tista količina, pozdrav, dobi subvencije delodajalec, da recimo tudi... V bistvu to ni subvencija, so No, financirane. ni subvencija, ampak... Ja, to pomeni, da delodajalec vam da recimo kadrovsko štipendijo, vi se dozmenite z njim kakšno kadrovsko, v kakšni višini, vse pogoje določi delodajalec, ker to je pač njegov denar, z namenom, da ste se vi po njemu zaposlili. Potem se pa delodajalec k nam prijavi na razpis in recimo bo na razpis prijavil, da prijavlja vašo štipendijo za 250 €. V tem primeru dobi sofinanciranje, če pač so vsi pogoji izpolnjeni, 50% štipendije. To pomeni, da njemu povrnemo 50% štipendije, oziroma, če so to zelo visoke štipendije, maksimalno 30% minimalne plače. To je pa tam 235 €. Ampak to ne boš Kakšne so obveznosti potem delodajalca, koncu mora zaposliti štipendista? Mora zaposliti. Za koliko časa pa za Najmanj toliko časa, koliko je prejemal sofinanciranje. Ja, prej spet kriteriji, recimo tisti kriteriji, to so pol postali, tako ko so ostali, recimo te iz naravoslovne smeri, ne, so pol isti recimo kriteriji, recimo, katere mora delodajalec dosegati. V bistvu kriteriji za delodajalca in tudi za štipendista so čisto zakonsko določeni, kdo lahko prejme, kdo je pač upravičenec, to je najbolj, že se prebere v razpisu. Ampak sam delodajalec lahko za štipendista da svoje lastne kriterije. Ker to pomeni, da lahko en bo rekel, želim samo štipendista kot v 4. letniku, želim samo to in to izobrazbo. To so pa njihovi kriteriji, v kateri se pač mi ne spuščamo, ker pa ne se treba, da so pač razpisni pogoji izpolnjeni. In to je večinoma recimo, da ni v stečaju, da zaposluje na podlagi pogodbe. Dosti je tudi primerov, ko recimo starši dajo otrokom kadrovsko štipendijo, se prijavijo na razpis, kar pri nas ni problematično, ni važno, sorodstvene povezave niso važne, ampak ravno tako mora izpolniti pogoje, ali so sorodstvene povezave ali ne. Torej, nekdo, ki da svojemu otroku štipendijo, ali nekdo, ki da nekomu neznanemu kadrovsko štipendijo, oba morata zaposliti štipendista, oba štipendisti morajo vsi v roku zaključiti, recimo možnosti samo eno leto mirovanja, kot je recimo tudi na faksu, če ponavlja. V bistvu so pogoji vsi čisto enaki. Kaj pa recimo, če je dogovor tak, ne vem, odobri, da ti da štipendijo, ti pa pol na koncu, ko se pač diplomiraš, ko se to obdobje konča, pa ni tak dogovor, da pač ni nujen, da se pa njeno zaposliš, nima želja, on pa tudi te ne sili, da se pa njeno zaposliš. A je to možno nekako to skombinirati? Če pridobi delodajalec sofinanciranje, mora zaposliti. Mora zaposliti, to je pač... Če ti samo določiš, recimo, da ne boš bil... Moraš pa vračati? Ja, načeloma že delodajalec bo zahteval od štipendista, da da na sredstva, zato ker je on vlagal v štipendista, zato da bo se štipendist zaposlil. Načeloma je tako, ne? Zakup dolg je pa? Se zaposlil 2 leta? Kolikor financiranje, kolikor časa štipenditor od nas prejema sofinanciranje. financiranje. Se zaposliš, kako po polti strani bo to nekaj 2 leta, tako obvezno, da si zaposlen, pa se pa lahko predstaviš. Mislim, za meni služi. Ni bilo to časovno? Če vi dobite od štipenditorja 4 leta štipendijo, 4 leta štipendijo, on se pa samo za 2 leti prijavi k nam za sofinanciranje. Torej samo za zadnje 2 leti ste vi se z naše strani obvezni zaposliti samo 2 leti. Ampak štipenditor, če boste vi po 2 letih šli, bo štipenditor lahko od vas zahteval, da vrnete sredstva za preostale 2 leti. Ker on verjetno ima pogodbi, da ste 4 leta pri njemu. Ampak mi zahtevamo samo za kolikor časa smo mi dali sofinanciranje. Zdaj imam pa še eno vprašanje za vas, za razvoj podeželja. Za ta program Lude, ne? Kam točno se recimo, jaz obrnem tukaj zdaj, da bo nov program od 2014, bo to zdaj naprej. 2014, ja. Kam točno se obrnem, da recimo pridem zraven, recimo, da ne vem, sodelujem, spremljam zadeve, kam recimo na lokalni ravni, v občini. Najprej morate ugotoviti, katera lokalna akcijska skupina deluje na vašem območju. To lahko preverite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Pol pa se kar z njimi lahko povežete. Če vas pa bolj projekti LEADER zanimajo, se pa lahko enkrat nagovori njihov lahko oglasiti.
ker verjamem, da bom pri vas več zvedla, kakor na lokalni skupnosti, tudi če pridem direkt do župana. Ja, veš, to je pa tako, vse glih ne vem, jaz dobro, vse to. Župani ponovadi nič ne vejo. Ja, ponovadi. Župani so reprezentativna funkcija, ki se treba poslikati, pa so tam, kaj treba denar dati in to je to. Delajo pa drugi, se to se ve. Pa da enkrat se oglasite na gorenih urah poprej, pa ne je sporoči, da se dogovorimo. Ja, mene mogoče zanima, koliko vas je študij pripravil na trg dela, pač koliko ste se po študiju, po doštudiranju čutili pač sposobne, da boste, ne vem, se prijavili na te razpise, pa a se vam to zdi, da je, a je to, ne vem, del programa, je to del študija, ali je to bolj, kako se vsak posameznik sam pač angažira in zanima za te stvari? Ja, jaz mislim, da filozofska fakulteta je odlična fakulteta, da znanje absolutno dobiš in če le delaš, če si pripravljen delati, dobiš ogromno znanja, profesorji ti na našem oddelku lahko ogromno dajo, ki so pripravljeni dati, tako da ti z znanjem prideš. Zdaj pa je vprašanje, na kak način se obrneš, kako. Absolutno, tako kot smo prej rekli, je treba biti proaktivni, sam moraš stopiti, treba iskati te možnosti, delati, ponujati, povedati, kaj znaš, zato ker pač delodajalci ne vejo, kaj pomeni antropologija, ne vejo, kaj ti zmoreš, kaj ti znaš, kaj lahko pripraviš in je treba to pač ponujati. To pomeni, da delaš veliko stvari zastonj, sprva, da se sploh dokažeš, da sploh spoznajo, da kaj zmoreš, da kaj znaš in potem šele pride tisto, ko pač dobiš eno plačo za to. Ja, no sej v znanje pač ne dvomim, da dobiš znanje, ampak ravno pač to, da moš ti recimo razložiti ljudem, kaj je antropologija, a je to pravzaprav problem oddelka, da se mogoče ne angažira pač dovolj, da se ne da nima te miselnosti, da bi bil sploh usmerjen v trg dela, ker pač vsak posameznik, ko potem pride na trg dela kot antropolog, je že kar se tega tiče, ni v prednosti, v primerjavi z ostalimi. Mi smo mlad študij, to je prva stvar, se meni zdi, najbolj pomembna. Ni problem, če študiraš pravo, če študiraš medicino, se zelo ve točno, kaj delaš, kakšna je tvoja cena, ki te potrebuje, razpis je točno zate narejen in nihče te ne prosi, da narediš kakršnokoli ekspertizo za ston. Tega ni. Pri nas pač je mlad oddelek, majhen oddelek v bistvu, če gledamo celo Slovenijo in ljudje pač tega ne poznajo. Zdaj, jaz imam take izkušnje, ko ti prideš na teren in poveš, kaj študiraš, poznajo par profesorjev z našega oddelka, to poznajo, ki se dosti pojavljajo, tako da to je zelo pomembna ta vaša pojavnost profesorjev v medijih. Ker vpraša, aha, to je tvoj profesor in potem si vse približno predstavljajo, kaj mogoče tudi ti lahko ponudiš, kaj mogoče znaš. To zelo veliko pomaga in jaz mislim, da se kar trudijo, da se ta pojavnost nekako, da se pojavlja v medijih, da se nekako tudi piše o tem. Tako kot sem pa rekla, je pa zelo pripomoglo bi, če bi še več ljudi, ki imajo to izobrazbo, se politično bolj udejstvovalo, ker bi lahko vplivali tudi na to politiko, ki se na tem področju kreira. Ker v bistvu mi si zelo predstavljamo, da je znanost zelo ločena od politike, pa ni, politika v bistvu razpisuje vse in teme, s katerimi se potem mi ukvarjamo. In bi bilo dobro, če bi sodelovali pri tem, ko se te teme določajo. Skratka, tudi tu bila ta proaktivnost potrebna, se mi zdi. Jaz bi tukaj še eno stvar dodala. Če primerjaš študij etnologije ali pa katerikoli študij, recimo na filozofski fakulteti, ali pa če primerjaš potem, greš na Akademijo umetnosti. Vse tudi tam, recimo na Akademiji umetnosti, so kipari, te učijo, kako biti odličen kipar. Ampak dejansko, da si ti prišel na trg dela in znal prodajati svoje ekipe, boš mogel
pa dost svoje, boš mogel biti interdisciplinaren. In to tisto, kar se bojijo umetniki, kot tudi etnologi, biti tržen, prodajati svoje delo. Ampak dejansko se vse, če hočeš od tega živeti, moraš znati prodajati. Ne nazadnje, karkoli delaš, vedno prodajaš svoje znanje, vedno prodajaš sebe. In tudi dejansko, tudi če se prijavljaš na razpise, dejansko prodajaš tisto znanje, tisto idejo, ko imaš. In mislim, da tukaj treba predvsem mentaliteto spremeniti, si dobiti še komplementarna znanja, ki ti pomagajo, da lahko to spraviš na trg, tudi neke obliki, ki trenutno še ni, recimo, ali poznana, ali recimo čisto neke nove ideje, ki jih imaš. Recimo že to, da bi v podjetjih, recimo, da bi bolj cenili etnologije oziroma kulturne antropologije in njihovo znanje, dejansko moraš ti najprej prodati isto svoje znanje, tudi če se bojimo te besede. Ne? Tako da in tukaj ti pa pomaga še nekaj kar dobiš, kar bi bilo super, če bi bilo tudi v okviri fakultete, ampak drugače pa dobiš, ne vem, neformalno na raznih, ko sem že prej omenila, management, ker bi si želela imeti še kaj dodatnega na tem področju, zato da bi znala bolj stopiti na trg. Ampak to je potem, če se pač to do določene mere lahko dobiš na oddelku, dosti pa moraš tudi sam dobiti to znanje, dosti v praksi uporabiti, že kar znaš za to, da potem z prakse gradiš nekaj novega, nove izkušnje, da lahko potem nekaj ustvariš. Ja, jaz mislim, da je pa to, kar si zdaj povedala, pa najboljši možen sklep današnjega pogovora. Si skoraj da ne upam več rezati naprej, razen če še vedno hočete še kaj dodati. Bom še tako individualno poskušala kontaktirati. Ja, jaz se vam zahvaljujem za pogovor danes, pa upam, da se bomo še kdaj srečali v kakršnekoli variante, se izmenjali izkušnje. Moram reči, da ste mi kar dosti stvari povedali, ki si jih niti predstavljali nisem.